Živijo. Evo, danes pa z Lukatom nisva nekje v nekih visokih hribih, ampak sva v Čičiriji, zraven vasi Zagrad, domačini pravijo tlej Goat, in greva, ne vem kam, bo Luka povedal. Evo, greva na Žabnik oziroma uradno mislim, da v Strič in potem smer Slavnik. Je pa to dejansko, da si ste lahko predstavljali, glavna cesta Trst-Rijeka oziroma Kozina-Starod, Starod je mejni prehod. Od Kozine 5. vas je Obrov, tam zaviješ iz glavne ceste desno proti Čičiriji in tukaj pač po 10 minutah vožnje, mogoče malo več, bo štartala. Tukaj, evo. Bom pa dal tudi odspod v opis, bom dal koordinate, ki so štartala. Je pa to ena taka, mogoče ni prav za polet, ampak mogoče za kakšen dan spomlad, jesen, tudi pozim. Pa takrat, ko mogoče v Alpah ni lepega vremena, tako kot je to danes, tukaj je pa takle lep sonček, tako da ajde, gremo. Tamle naprej se pa že Žabnik vidi, tak ful lepo razgledan vrh, seveda če pa gol, ne. Tako da malo še počakajte, pa bo razgled. Takole nekako je to. Takole malo piha, ampak saj se uslišali, 1055 metrov, Žabnik osvojen. Po novem gor tudi klopce Ljubezni. Takole tamle dol, če vidite, je tudi Trnovski gozd. Se pravi, tukaj najvišji Trnovski gozd z malim golakom. Pol je Nanos, pot je Notranjske gore, naravnost je Snežnik. Pa tlele dol je pa Učka. Je pa tole najvišji, eden najvišjih vrhov tle, no, v tem delu, tudi višji kot Slavnik. Čeprav Slavnik ne spada v Čičirijo, to sem bil posebej opozorjen. Evo, malo smo se razgledali, je pa tale Žabnik zelo ste videli, čudovit razgledni vrh. In meni veliko lepši, kot pa Slavnik. Pač tukaj ne bo tudi Ljudine in je res mir, lahko uživate v razgledih. Tukaj okoli Žabeka se bo dostikrat tudi boste konje srečali, ker so na paši. Zdaj ne vem, zakaj proti nama laufajo, ampak upam, da se bo ustavili. Je pa tukaj zelo tako pristno, spuščeni so, zelo domače. Ja, kar nekih je. Izgleda, da so veseli družbe. Mova kužka s sabo, Lutra, pa konji niso najbolj navdušeni nad njem, tako da ga zdaj Luka lovike okoli. Čudovit gozd, res tak gozd, žarke kumi skozi pridejo, prav prijetna temperatura. Pot je sicer super označena, ampak vseeno boste pa previdni na markacije na parih mestih. Zdaj pa jaz med Vižico skočil
To je neke zanimive skale gor, pa pes ne more, Luka bo pa tle počakal. Ja, pa smo naenkrat v Visokogorju. Glih tako zgleda. Tole tudi, če se ne motam, je najvišji vrh Čičirije. Tole bo zdaj Slavnik. Super je. Sploh nisem bil pozoren, ampak že Koprski zaliv vidite. Ja, smo že na naslednjem vrhu, 1083. Tudi podobno visoko kot prejšnji. Drugače pa to pot istrskega odreda, Slavnik, Žabnik. Sva skočila še malo s poti, še na eno lepo razgledišče. No, tukaj smo pa zdaj na križišču, ker če gremo desno pol urce, imamo nazaj do našega izhodišča pridemo. Ampak mi damo pa drug krog, oziroma greva še proti Slavniku, pa sva še en avto drugje pustila, tako da ne bo čist kroga delala, ampak tale krog, če bi šla zdaj nazaj, bi bil kaj, 2 urci, dobri 2 urce. Ja, 2 urci, ja. Kitajskega. Tako da, greste lahko tudi to, pa je super, res lepa pot. Če ne, pa gremo naprej. Od zadnjega križišča naprej, markacije rate malo starejše, pa tudi pot je malo manj shojena, tako da malo bolj uči na pecle. Takole, gremo levo. Moram pohvaliti tele markaciste, ne vem, katero planinsko društvo ima tole čez, ampak res je lepo označen. Takole pridemo z gozda v čisto drugo pokrajino. In tukaj se pa zgleda, da je konec Čičirije, pa se začne Slavniško pogorje. Vsaj tako sem bil podučen. Zdaj pa ne vem, če je to meja, glih gozd. Ampak počas prihajamo sigurno na Slavniško pogorje. Takole smo pri Novem Žigu. Drugače pa planinsko društvo Slavnik zgleda to ureja. Tam je pa Slavnik. Smo med potjo še našla neki vodovod, piše gor. Sicer ne vem, kakšen vodovod. Ampak po mojem to neka vojaška zadeva. Malo so šla noter pogledat, pa je nek vodovod izgleda res tlele. Bil. Ne, nisva se preselila na Gorenjsko, ampak tudi tlele na primorskem koncu ima Blejsko cesto. Sva pa prišla do ceste in tam so naslednji smerokazi, ker naj bojo usmerili. Levo pele pot direktno do meje s Hrvaško. Aha. Je zaprta. Malo obmejni prehod, ki je zaprt. Tukaj imamo pa table. Tukaj teoretično bi tudi naravnost prišli v Zagrad, tam kjer smo štartali. Sam je tukaj taka cesta, ki jo zdaj vidiš. Ja, tukaj je malo dolgočasno hoditi. Tako da ni gre pa levo. Je pa 45 minut do Zagrada, pa še 3 ure do Slavnika piše. Takole.
Danes ni prav hudo vroč dan, ampak na takelem pobočju, kaj tole, je pa kar peklensko. Tako da svetujem res, da se tele poti lote v nesred poletja. Slavnik je vedno bližje. Lahko tle spet malo razgleda pogledamo. Pa Luther bo malo pil. Lepa razgledna pot je. Tam je dol v uni vasi, je pa cilj najn. Bo pol Slavnika dol prišla, tam so avto pustila. Spet se počas spuščamo proti gozdu oziroma v gozd. In pa bomo, mislim, da bo gozd vse do Slavnika. To so pa norije naše politike pa Evropske unije. Verjetno, da najlepši del sprehoda ob žičnati ograji. Ljudje so pa neumni, pa ne znajo česa. Ja, to mislijo samo zelo naivni in tisti, ki dajo denar za take stvari, oziroma ki zapravljajo denar. No, tale Skadanščica je najno izhodišče, oziroma tam imamo avto parkiran, oziroma cilj je to. Tako da se da tudi iz Skadanščice narediti krožno pot. Zdaj gre še proti Slavniku. Če pa še kdo kaj rab, te žične ograje, tlele je še nekaj neraztegnjene. Lahko pridete iskat. Kljub žičnatim ograjam je poln sledi pribežnikov oziroma beguncev. Temu se pa reče srečen pas. Še malo imamo do Slavnika. Tistole desno ni jasno nebo, ampak to temno nebo. Jasno je pa tle. Ja, na levem je lepo. Evo, vrh Slavnika. Tukaj smo šli prečez, vse greben. Tamle v Trstu pa Orangščije. Še dobro, da piha v drugo stran. Tole, čaka nas še spust do, kam že gremo, kje smo začeli? Skadanščine. Tako da pa je, da je 20 minut pa urce in to je to.
Pa glih vmes je bila ena plohca, ko smo bili gor na vrh, tako da fino, glih vse lepo drsi. Bližamo koncu današnje ekspedicije v vas Skadanščina. Pri lovski koči sva pustila tudi drug avto, tako da bi malo povej update. Vem, da dobrih 1000 metrov višincev, 1100 sem naredila približno, Ja, pa kaj ne 18 km. zdaj jih imamo 17, ja, ne 18. Ja. Nivo. Pa kaj ne 4 ure, pa ne, koliko več. Ja, 4:20 imamo zdaj. Malo zdaj, ampak Komplet vsak. verjetno pa je bolj realen čas tam okoli 6-7 ur. Kar sem imel vsem. Samo malo hitrejše kot je povprečje. V glavnem, ja, tudi to, drugače pa ful lepo označena pot. Res še enkrat bi pohvalil markaciste. Tlele taka luštna, nič zahtevna, je pa zelo primerna za, ne za poletje, ampak za te, se rečemo, ko izven sezone, te lepe spomladanske pa lepe jesenske dni, mora tlele res biti noro lepo. Razgledi ste pa videli, tudi jaz sem prav navdušen, tako da to je to. Še moj vodič danes, Luka. Ja, nobene vode ni vmes, tako Ja. da to malo računite. Je pa res, da je na Slavnik, ko je koča odprta, po moje petek, nedelja. To. Mimogrede imaš poleg tegale lovskega doma, je malo pred vasjo tudi velik parkirišče za parkirati, tako da vse lepo označen. Ja, to pa res, to pa, mislim, tako kot sem že rekel, vse je ful lepo označen. Tako da, to je to, neki čičerije danes, neki slavniškega pogorja, da spoznamo še malo ta konc Slovenije. To je to z danes. Imejte lep dan še naprej in ajde, čau! Čau!